Pod okriljem Društva upokojencev Smlednik od leta 2008 dalje deluje tudi skupina kleklaric, ki je vse do 5. marca svoje izdelke že prejšnji torek dala na ogled v Medvoški knjižnici. To je pa res posebnost, ker letos se predstavlja 5., 17 let se že s tem ukvarjajo, tako da jaz sem zelo vesel, da se družijo, tudi včasih obiščem v sejni sobi krajevne skupnosti, delajo te umetnine, tako da je kar prijetno je gledati pa poslušati, ker tudi med tem delom se da malo klepetati, malo družiti, kaj lepega povedati eden drugemu, tako da je kar lepo. Da je klekljanje predvsem proces druženja, se strinja tudi mentorica skupine Anči Pipan. Pa ne samo tisto na koncu ob čaju, tudi ko se z idejami dopolnjujemo, ko nastaja pravzaprav ena taka skupina, ki je povezana, in to se mi zdi izredno dragoceno v današnjem času, ko vsi nekam hitimo. V skupini jih je poleg mentorice še 14 in izjemoma so letos zaradi osebnih zadreg ustvarjale le v eni skupini, sicer v 2. Tokrat predvsem na temo cvetja. Da je cvetje navdih, simbol življenja, pa tudi minevanja, so zapisale v vabilu. Cvetje nas nagovarja tudi v naravi, vsak cvet je nekaj posebnega in kar nekaj papircev je bolj ali manj zahtevnih, s katerimi smo si lahko pomagali, da smo to razstavo pripravili. Na prvo žogo izgleda cvetje preprost motiv, ki se ga da uporabiti kjerkoli, zaprt za sliko, za uro, za dodatek na obleki in še kje. Ampak potem, vedno je ampak, se je izkazalo, da sliko, ki si jo je gospa zaželela in je sklekljala motiv, je potem dala okvir. In ta okvir je posebej narejen za njeno stanovanje, za njeno hišo, za darilo nekomu. Skratka, ima neko osebno noto, nek predznak osebnega pečata. In to postaviti na razstavo, potem pa ni več tako mala malca. Vsaka si je zamislila tak motiv, ki ga bo lahko uporabila. Ker tukaj pa smo, se mi zdi, ženske mogoče ali pa v naši skupini, kje bom pa jaz to porabila. Tako da mene je nagovorilo, da sem si naredila našitek na bluzo, nekoga drugega je nagovorila rožica, ki jo bom imela v prtu, nekoga slika v okviru. Najprej sledi pregled opravljenega dela in odziv na razstavo, potem pa bodo izbrale motiv za prihodnjo razstavo. Ena ideja tako mimogrede je bila, kaj pa če bi to pakrat živali, tukaj sem jaz malo onemela, ker tukaj je pa res precej omejeno na sliko. In če te slika klekljana v osnovi ne nagovori, ni mi pa všeč, da bi nekdo se zato ne mogel pridružiti skupini, ker ga ideja ni nagovorila. Skratka, skušamo vedno najti en tak kompromis, da gre. Smleške klekljarice pa sodelujejo tudi pri raznih klekljarskih projektih, bodisi pri projektih, ki povezujejo klekljarice Slovenije, kot na primer izdelava čipk za oltarni prt v Lurdu, rože za Marijo pomagaj na Brezjah ali golobi miru ob 70-letnici miru po 2. svetovni vojni, ali pa najnovejši projekt čipke za oltarne prte v baziliki Marije Zavetnice na Ptujski gori. Bodisi pri projektih v kraju, kot je na primer izdelava čipk za oltarni prt v Farni cerkvi ali okrasje na podobi pevskega zbora Smeški žarek, ki je med drugim popestril tudi tokratno odprtje razstave, kot ponovno tudi mladi glasbeniki. Sedaj, ko vidiš tole razstavo, kaj meniš, bi znala klekljati oziroma bi bilo to zate tako pravo opravilo ali je to preveč dela? Preveč dela. Misliš, da ga je več kot vaje za tvojo prečno flavto? Ja, veliko več. Klekljanje pa seveda ni za vsakogar. Kot pravi Anči Pipan, ti mora biti klekljana čipka všeč in nagovoriti te mora ustvarjanje iz tako tanke niti. Ker če tega ni, potem mislim, da je preveč ur, že da prideš do še tako preprostega izdelka. Bistvena razlika med klekljanjem pa recimo pletenjem pa kvačkanjem je v tem, da imaš tukaj veliko nitk. Takrat, kadar jih je najmanj, jih je 10. In da to obvladuješ, naš prijatelj je prišel enkrat k nam in je rekel, pa ne reci mi, da ti nimaš klekeljnov označenih.
Ker če ne, kako pa veš, katerega zdaj moraš prijeti v roke? In to je vprašanje. Ne? In si potem... Ja, in vprašanje je in nimate. Ne, nimamo, nobena nima, ampak po položaju nitke zgoraj v izdelku veš, ali si na pravi poti ali nisi.